Ja, univerza izven škatle je en tak podnaslov tega, kar poskušamo z ekipo v tem obdobju, ki nam je zaupan, oziroma v katerem nam je univerza zaupana, udejaniti. Kaj je mišljeno s to univerzo izven škatle? Pojem verjetno poznate, pravzaprav boste našli dve definiciji. Ena je ta, da je to nekaj neobičajnega, kar recimo pogosto se s tem terminom pove, da gre za neko neobičajno razmišljanje, pač izven običajnega in tisto običajno je definirano škatlo. Obstaja sicer še ena druga definicija, ki govori, da je to nekaj, kar je narejeno za uporabo. Torej, out of the box, kot nekaj vzameš in dela. Vendar je, če pogledamo razmerje teh dveh, pravzaprav zanimivo, ker sta ti dve definiciji popolnoma nasprotujoči. Torej, nimam v mislih te druge, kjer bi si nekdo mislil, zdaj pa imamo tu univerzo, študenti, vzame študenta iz škatle in je kot švicarski nožek, vse se lepo da z njim narediti. Ne, mišljeno je tisto, kar je bilo nekoč ponazorjeno s matematičnim problemom povezovanja 9 točk s 4 črtami, pri čemer se zelo običajno seveda potem razmišlja v tem smislu, da se poskuša teh 9 točk povezati znotraj te škatle, ki nastane s temi robnimi točkami. Rešitev pa leži pravzaprav izven tega in je ni rešitve, ki bi ležala znotraj. Gre za rešitve izven. Če vzamemo to, pogledamo to na enem primeru. Velik problem še vedno je, in bo verjetno nekaj časa še, kako onemogočiti, da bi industrija v vodotoke, reke spuščala vodo, odplake, ki seveda onesnažujejo okolje in to vodo. In obstajata dve rešitvi. Ena je tista bolj običajna, lahko bi rekli tista v škatli, kjer gre za to, da seveda postavimo neke mejne vrednosti najrazličnejših škodljivih snovi in potem ugotovimo, pa še tisto snov smo pozabili, ki je pa tudi nevarna in potem še spreminjamo predpise, dopolnjujemo tabele, kaj vse je prepovedano, merimo, in skratka poskušamo rešiti problem na en tak dost linearni način. Druga rešitev je, da preprosto prepovemo, da bi se odtoki tiste čiste vode, ki uporabljamo za kakšno hlajenje ali industrijske procese, zajemala nadvodno, ampak jo smemo zajemati samo nizvodno in to na kratke razdalje od iztoka. To so Nemci pred leti sprejeli in vtaknili v svojo zakonodajo in deluje. In to je zame rešitev izven škatle. Ker je tako preprosta, ker pravzaprav ni več tisto linearno razmišljanje, škodljive snovi, torej jih moramo meriti, omejiti in tako dalje, ampak preprosto zamenjamo, torej najdemo nekaj rešitev, ki pravzaprav leži preprosto v tem, da nobena industrija ne more v svoj industrijski proces, za svoj industrijski proces uporabljati neke onesnažene vode, sploh pa ne onesnažene s tistim, kar samo v tem procesu ali čisti ali kakorkoli, ne bom zdaj šel v detalje. Ta rešitev, koliko vem, deluje. Še en primer, kjer sem tudi sam poskušal dodati nekaj izven škatle. Gradbeništvo. Gradbeništvo je ena največjih industrij tega sveta. V Evropi vključuje
približno četrtino prebivalstva, če zdaj mislimo seveda na vse tudi navezujoče industrije, proizvodnjo stekla, tako dalje, vse pohištva recimo in vsega, kar sodi v objekte, zgradbe. Eden glavnih onesnaževalcev pa je sama gradbena industrija, tista osnovna, kamor sodi seveda tudi proizvodnja recimo cementa. Proizvodnja cementa je zelo umazana reč. In povzroča po njih izračunih približno 5% samo ogljikovega dioksida, pa še drugih stvari, ampak ogljikovega dioksida, ki ga pridela človeštvo, ki ga mi pridelamo s svojimi aktivnostmi, od 100, ki jih pridelamo. 5% ni malo. In kje je potem še vse drugo? Proizvodnja vseh drugih materialov, polizdelkov, izdelkov, transport in tako dalje. Torej, kako bi rešili ta problem? Veliko rešitev poskuša optimirati, racionalizirati postopke, zopet uvajati neke predpise, kaj vse se ne sme, kolikšna, torej meri se recimo količina vgrajene energije, ko s tem rečemo, in se potem ocenjuje tudi proces gradnje od bolj zelenega k manj zelenega. Torej, ne samo objekt in njegovo vzdrževanje oziroma poraba energije med uporabo, ampak tudi v fazi gradnje. In zanimivo je, če pogledamo pri zelenih gradnjah, marsikatera na tistem prvem delu porabe energije za gradnjo porabi precej več, kot pa konvencionalna gradnja. Ker so notri razni sistemi vgrajeni, ki jih sicer v običajnih gradbah ni. Tudi izolacija nas je zadnja. Proizvodna izolacija ni ravno čista zadeva. Če poskušamo problem rešiti izven škatle, pa dobro, rešitev je mogoče več, mislim zagotovo, ampak ena od njih je pa recimo uporabiti materiale in energijo, ki so pravzaprav povsod na voljo. In graditi približno tako, kot gradi narava, kot rasejo drevesa. Rasejo v bistvu znamo nivoja, znamo ravni v metrsko raven. Celice, dobro so malo večje kot nanometer, ampak so vendar le v tistem območju nekje. Vemo, da je celuloza tisti material, ki ga pravzaprav potem drevo uporabi za svojo lastno strukturo, za svojo konstrukcijo, bi lahko rekli. Hkrati je tudi iz nje so zgrajene funkcionalne, torej funkcionalni sistemi v drevesu, od teh raznih kapilaric, ki preskrbujejo rastlino in tako naprej. In ja, ideja izven škatle, ki je nastala na naši univerzi, na fakulteti za gradbeništvo, je gradnja, ki uporablja take principe in ne onesnažuje okolja, niti približno, celo porablja ogljikov dioksid iz okolja. To je ideja, ampak vendar ne, pri ideji se vse začne. Univerza pa je tu zato, da pravzaprav ideje spodbuja tako razmišljanje v tej smeri, kot tudi seveda pomaga pri dejanjem teh idej. Ste hodili kaj vprašati? Pardon, skrival sem se, ker je slikal. Če hoče kdo kaj vmes vprašati, kaj? Je boljše, če smo v interakciji, kot če gremo zgolj vse do konca, pa še lepo vprašanje. No, torej, to bi bila en drug primer. In če zdaj povzamemo, kaj so pravzaprav ti principi takšnega razmišljanja izven škatle. Prva ugotovitev pri takem razmišljanju je nujno, da kompleksnost je, da obstaja, da je ta svet kompleksen, da ni linearno preprost ali pa preprosto linearen, ampak vse povezano. To nam lahko zelo pomaga
Čeprav na prvi pogled bi rekli, wow, vse je zelo, zelo kompleksno in komplicirano, pustimo, ne? Prekomplicirano je. Po drugi strani pa nam taka kompleksnost in to spoznanje pravzaprav daje veliko upanja. Namreč v tem, da lahko rešitve najdemo ne zgolj na tej linearni poti, ki jo gledamo ali na kateri opazujemo problem, ampak da obstaja dobra možnost, da bomo rešitev našli nekje zunaj te linearnosti. Da bomo našli recimo neko samoregulacijsko zanko, ki bo potem posredno vplivala ali pa pomagala posredno, preko posrednega nekega mehanizma rešiti nek določen problem. Nasploh so samoregulacijske zanke in osnovni princip tudi v biologiji, življenju, ne nazadnje, tudi v družbi. In dobro delujejo. Tako da to je po mojem en ključnih principov razmišljanja izven škatli. Potem bi lahko še z drugimi besedami ali pa uporabili, kar je povedal Einstein, ki je zelo lepo ponazoril, da običajno kompleksnih problemov ne moremo vsaj neučinkovito rešiti na tisti ravni, kjer so nastali, ampak je potrebno iti eno raven više. Prvič, da jih prepoznamo, da prepoznamo njihovo vse povezanost, vsaj do neke mere, in potem seveda na tej ravni tudi tak problem lahko rešimo. In potem je tu še ta, zopet z drugimi besedami bi lahko rekli, princip interdisciplinarnosti, oziroma ta sposobnost zopet pogledati širše in pogledati neko drugo okolje ali pa z drugega zornega kota ali pa na nekem drugem področju najti analogije, predvsem jih veliko najdemo v zadnjem času v biologiji, biomimetika je recimo en princip, bi jaz raje rekel, ne področje, princip, kjer dobro delujoče sisteme v naravi proučimo in potem poskušamo prenesti pač na tisto področje, kjer želimo nek problem rešiti. To bo kolegica dobro pozna iz področja ravno sintezne biologije, oziroma iz področja nanomaterialov, kjer poskušamo, recimo, kjer se poskuša neke principe, zdaj mi recimo pade na pamet koža morskega psa, ki je izjemno vodo, kako bi rekel, prijazna, oziroma izjemno majhno trenje povzroča med vodo in tisto kožo morskega psa. In so potem na osnovi tega principa zgradili, ampak to res ni moje področje, torej tkanine in oblačila, ki dejansko so se pokazala potem pri plavanju, ti veste kombinezoni novi, ki so kar naenkrat omogočili veliko večje, boljše rezultate. Ampak dobro, to ni tako zelo pomembno, koliko hitro preplavamo tistih 100 metrov, bolj bistveno pravzaprav, da lahko, na primer, princip fotosinteze uporabimo kje v, recimo, pridobivanju energije. Ali pa, prejšnji teden je MIT objavil in zanimiv nov koncept izdelave fotoelektričnih celic s pomočjo stisnjene trave. Torej, dobesedno iz celic rastlin, ki jih potem na nek način zmotivirajo, da fotosintetizirajo še naprej in jih priklopijo na neke vodnike, lahko pridobivajo električno energijo. To je sicer malo grob princip, ampak okej. Dobro, to so nekje ti osnovni principi. Zdaj, kako poskušamo to out of the box razmišljanje.
Jaz menim, da mora biti tudi en osnovni princip vsake univerze, prenesti na našo univerzo, univerzo v Mariboru. Se bom vrnil na 3 leta nazaj, pravzaprav lahko še več. Kolega Dejan se bo spomnil, da smo na fakulteti za gradbeništvo nekajkrat pa precej neuspešno poskušali uvesti seminarije, take in drugačne, sredine, pa podiplomske, pa nekako ni uspelo. Prišli so v glavnem tisti bližnji kolegi tistega, ki že tako vejo, kar je hotel povedati, ostali pa so rekli, to ni moje področje. Po drugi strani pa na kakšni drugi univerzi, vsaj moja izkušnja na Stanfordu je bila, seminarje, takšne ravno navzkrižne, torej kjer poslušajo pravzaprav biologi, kemike, pa ne samo, pa umetniki pridejo poslušati filozofe, pa filozofi grejo poslušati računalničarje in tako naprej, seveda navzkrižno na vse konce in kraje, da je to pravzaprav tisti način izmenjevanja idej, znanja, ki zelo pogosto prebuja tiste efekte. Torej, ko vidimo, pogledaj, tam nekdo pa na nekem področju je pogrunto nekaj in ugotoviš, da pravzaprav lahko nek princip pomaga rešiti tvoj problem na tvojem področju, ki je lahko popolnoma nekaj drugega. Na naši univerzi takšni seminarji niso bili običajni in zdelo se mi je, da bi morda na ta način lahko malo prebudili ta način razmišljanja in te principe izven škatle. In takrat smo v enem manjšem krogu razmišljali, kako bi to šlo. Sprva je, ne vem, če videl celo prvi plakat, seminar norih idej, ker pravzaprav lahko tem idejam izven škatle bi rekli tudi nori ideje, ravno zaradi te nekonvencionalnosti. Kaj so norci drugega kot ljudi, ki jih ne razumemo? In tudi ideje izven škatle so običajno takšne, ki jih vsaj večina ljudi, ali pa vsaj ne takoj ne razume. Univerza pa naj bo ravno tak prostor takih norih idej. Da pa ne bi kdo zdaj tega prevzel preveč dobesedno, smo potem raje poimenovali seminar idej izven škatle. Začelo se je marca 2010 in od takrat, razen v poletnih mesecih, smo uspeli ta seminar vsak mesec, vsako zadnjo sredo v mesecu izpeljati. Bil je kak seminar tudi precej klaveren, z recimo 3-4 poslušalci, ampak zadnjih nekaj pa je že izjemno dobro uspelo. Miklošičeva dvorana je bila nazadnje polna. Temu bi pa že lahko rekli en tak majhen preboj, ki je silno pomembno za to, da univerza pravzaprav prepozna svoj osnovni smisel, svoje osnovno poslanstvo. Tu je samo nekaj imen zadnjih seminarjev v letu 2011. Lahko vidimo, da so pravzaprav tu vsa področja, psihologija, filozofija, geografija, ekonomija, tekstilna industrija, fizika. Ni kar ni, če pa kaj še ni, pa še bo. Tako da, menim, da je to pravzaprav včasih celo pomembnejši vir znanja ali pa tistih motivacijskih idej, principov, kot pa so neka redna predavanja. Ne pa seveda za vsakega študenta. Potem bi omenil še konferenco, ki je nastala tudi iz teh, torej iz ideje seminarjev, torej z istim imenom, Out of the Box
Conference, da pa bi jo malce povezali z letom Evropske prestolnice kulture, smo v podnaslov vključili tudi kulturo, in sicer kulturo bivanja. Ja, kultura bivanja pa zopet menim, da je pravzaprav tista osnovna naloga, ne samo univerz, ampak pravzaprav tudi gospodarstva in šolstva nasploh in pravzaprav vseh nas. Ker kaj pa je smisel? Zagotovo, vsaj zame zagotovo, ni smisel v pridobivanju vse večjega materialnega bogatstva. Ker, dobro, okej, pol kile zlata, super, kila, odlično. Kaj pa se ne začnem s 10 tonami zlata? Mislim, da, še malo več. Torej, nekje je neka limita, kjer postane vse skupaj totalno brez veze. Ali pa če pogledate malo, kako živi kak bogataš, 90% tistega bogatstva pravzaprav uporablja za to, da lahko vzdržuje tisto bogatstvo. Ne vem, če ravno v tem smislu. Verjetno poznate tisto šalo izpred mnogih let. Nemški turist pride na Hrvaško obalo, Jadransko obalo in se tam lepo sonči, sprehaja se tja in potem vidim ribiča, kako uživa v svoji ladici in tam škrpa mreže, pa mi reče, ja, pa zakaj imaš ti samo eno ladjo, glej, daj, kupi si 2, pa boš lahko več nalovil, zdaj skrajšana verzija, ne? In tako naprej, in na koncu ga ribič kaže, pa zakaj pa naj to delam? Ja, viš, pa bi pa lahko šel, pa bi užival tako kot jaz, na morju in na soncu. Ne? Kar je tisti ribič počel pravzaprav vse življenje, ne samo v času dopusta. Torej, kaj je smisel in kaj je radost življenja, se lahko vprašam. Jaz menim, da je ravno v tem razvijati kulturo bivanja. Torej, kultivirati naše okolje, kultivirati sami sebe, kultivirati naše odnose, umetnost in znanost pa k temu zelo dosti prispevata, ker nam pravzaprav odpirata naš prostor spoznanja. No, ta konferenca bi torej najprej pomogla k temu večanju tega prostora spoznanega in znanega in spoznanja. Zato smo nanjo povabili kar precej takšnih zanimivih imen. Med drugim imamo tu recimo en tak special session, na katerem bo med drugim nekaj Nobelovcev, Dalaj Lama kot eden tistih modrecev vzhoda, ki pa kar približno ve, kaj pomeni kultura bivanja, pa ne samo približno. No in na tem special sessionu, kot smo mu rekli, with world thinkers, bo tudi Denis Noble iz Univerze v Oxfordu, Harald Kleš, fizik in filozof iz Münchenske univerze, pa zelo verjetno Dirk Helbing, ki vodi en gromozanski zanimiv projekt Future ICT. In med temi govorci bo še nekaj zelo zanimivo, da je med njimi veliko fizikov. Sploh ugotavljamo danes, da se pravzaprav fiziki ukvarjajo z bolj globoko filozofijo kot filozofi. To je vse moja izkušnja po pogovorih s filozofi in po pogovorih s fiziki. Ja, se drugače ne gre več, ne? Ja, se strinjam. Zato, ker se zameštravi svoje, vedno bolj pa to strukturalizem pa vse. Ja, očitno je, da imajo fiziki malo širši pogled v realnost tega vesolja, ali pa v imaginarnost tega vesolja, kako hočem. In se nekoliko bliže vprašanju smisla. Stephen Hawking je imel prav, ne? Prosim? Stephen Hawking je imel prav, ne? V nekih vprašanj bo vodene knjige, da je ja, tradicionalno so bila to vprašanje za filozofijo. Veste, kaj filozofi ne sledijo več fiziki, mi smo prav, ne?
No, sej, ni edini, ki je nekako tako, morda ne tako na glas, ampak ja. So pa tu med temi tudi filozofi, ne, ki pa verjamem, da malo širše razmišljajo. Piero Ferrucci, recimo, je naslednik znanega psihologa, filozofa, tudi Assagiolija. Kam štejete Assagiolija med sodobnik Junga? Pa poznam ste se dobro, ampak vsak je malo v svojo vejo šel. No, kakorkoli. Juhani Palasma je arhitekt, na primer, spet svojim pogledom in svojo vizijo, koga bi še tu lahko posebej izpostavili, da Mirjam Cvetič, fizik, ki sicer, kako se to reče, fizičarka? Ne. Fizikinja. No, kakega slovista? Fizičarka. Fizičarka. Pa nekak, če bi zdaj to prevajali nazaj v moško obliko, bi dobili fizičar. Fizičar je pa... jezik, ne jezik. No, evo, se strinjam. Torej se dajmo zmislite na primernejše. Kak je pa že dekan ženskega spola? Ja, ni čist jasno, ampak vaš dekan pravi, da je to dekanja. Ja, zato ker dekanica pa je vrsta hruške. Ne, tisto je pa dekanka. A tisto je dekanka? Pa ni premalka dekanov. Ne, dekanica pa uporablja govorce predvsem. A pa dekanja se tako lepo sliši. Ampak dekanja pa je žena od dekana. Yes. Kdo bi vedel. No, kakorkoli zelo pestro bo. Poleg teh 9 tako imenovanih keynote speakerjev, torej tistih ključnih govorcev, bo pa še 12 vabljenih, med njimi tudi zelo zanimiva imena. Poskušamo zdaj dobiti Pedra Opeko iz Madagaskarja, da ne prav nekako težko pridemo sploh do njega. In tako dalje. No. Iva Oskarol bo prišel, potrdil Roman Irala, eden naših najbolj znanih sinteznih biologov, čeprav je kemik. In tako dalje. Torej, to je eden od principov univerze izven škatle. To, da pritegnemo v eno konverzacijo, v eno interakcijo ljudi, odprte glave, kjer se lahko tudi sami vključimo potem v to, ali pa vsaj opazujemo, kaj se dogaja in se seveda posredno tako ali tako vključimo v to, že s tem, če smo upozorni na nek dialog. To bo trajalo maja, od 15. do 17. Odprli bomo pa takrat v četrtek tudi, in to je zopet nekaj malce izven škatle, Yunus center. Muhammad Yunus, kot verjetno veste, je dobil Nobelovo nagrado za mir zaradi svojega modela mikrobančništva oziroma mikrokreditiranja in tudi razvoja in podpiranja socialnega podjetništva. Podjetništva, ki mnogi tako menijo in se popolnoma pridružujem, je pravzaprav tista alternativna pot iz krize. Torej, zopet pot izven škatle. Sami vidimo, da kriza kakršna je, da tu notri v tej godli ni rešitve. Rešitve je nekje zunaj. In to zunaj je zelo verjetno lahko neko podjetništvo, neka oblika podjetništva, ki nima več za cilj zgolj profita. Tisti profit nas preprosto je linearna rešitev v gospodarstvu. Aha, bomo vzeli kredit, bomo zrasli, bomo še malo zrasli, bomo vrnili kredit, bomo vzeli novega. Mislim, stvar ne gre nikamor. To je torej ta konferenca. Potem pripravljamo nekaj tudi takih out of the box poletnih šol, ki so čudovit poligon in čudovit, lahko rečemo, tudi eksperiment, kjer lahko preizkušamo nove koncepte, ki jih potem uveljavimo v rednih študijskih programih. Recimo problemsko in projektno usmerjeno učenje in poučevanje, razne nove koncepte, lahko tudi nove predmete, ki jih v poletni šoli na en dosti bolj sproščen, neformalni način
preizkusim. Nekaj imamo v planu in seveda kot nek cilj, takšen skriti cilj, out of the box univerza. Univerza izven škatle. No, da bi lahko takšna univerza, da bi lahko univerzo tako imenovali, je seveda potrebno upoštevati tiste prenaštete principe, odprtost, svobodo razmišljanja duha. Zato pa jasno potrebujemo ustrezno okolje, ustrezen ekosistem. Nek ekosistem, ki spodbuja inovacije, inovativno razmišljanje, lahko bomo rekli inovacijski ekosistem. To besedo, ta termin sem opazil na nekaterih univerzah, predvsem ameriških, innovative ecosystem, kjer ja, se seveda kar dobro zavedajo, kaj je poslanstvo univerze. Zdaj, takale out of the box univerza, torej, če povzamem, spodbuja ustvarjalnost, ideje izven škatle in neke celovitejše rešitve. Ne rešitve, ki bodo sprožile nove probleme, kar jih praviloma rešitve, ki nastanejo z linearnim razmišljanjem. Zato je silno pomembno sistemsko razmišljanje, široko razmišljanje, ki ne gre samo v eni smeri, ampak gre v različne smeri in upošteva različne učinke neke spremembe. Kajti učinki so vedno celostni. Torej, povezanost predmetov in programov je zopet nekaj, kar danes ali pa do zdaj smo malce puščali v strani, ali pa nismo bili zelo pozorni do tega, mi smo gledali programe precej izolirano in predmete precej izolirano. Eventualno smo se še kje vprašali pri predmetu v 3. letniku, ali bodo študenti imeli dovolj znanje matematike, bodo v 1. letniku bili, ampak neke mreže povezav predmetov pa ne boste našli zlahka. Da bi kdo o tem razmišljal, mislim, naredil in na osnovi take mreže povezav tudi naprej razvijal študijski program. Se načrtuje kakšna samonadzorovalna povratna zanka, ki bo spodbudila tako razmišljanje? Ja, in en poskus je že bil, ampak neuspešen na gradbeništvu pred par leti, kjer smo naredili tako mrežo povezav med predmeti, imeli celo take seanse, kjer smo povabili vse nosilce predmetov, da bi pogledali, kaj je s čim povezano. Pa da nekaj meri uspelo. Ampak dobro, ne, v začetku pač stvari nikoli ne ratale tako je popolno. Tudi narava je potrebovala veliko spodletelih poskusov, da je prišla do principov, kot je recimo fotosinteza. Za fotosintezo mislim, da je ravno 1 milijardo leta nekaj takega. Od prvih bakterij pa do potem tistih, ki so izumili fotosintezo. Torej, nas to let gor dol. Ja, potem sploh v današnjih generacijah mladih, ki ste veliko bolj nekako naravnani na tudi na vrsto virov, ki so okoli vas, na vrsto impulzov, ki so veliko močnejši, kot so bili včasih, ko so pravzaprav univerze bile skoraj samostani, ker je bilo točno mogoče vrste, torej zaporedje, pa predmeti, pa pozornost, par ur, pa potem študij. Tega ni več. Tega ni več. Tudi priznajmo si sposobnosti biti pozorni na eno stvar nekaj ur, ne vem, izjemno redko bomo to našli. Kaj je ur? Nekaj minut. Ja, res je. In zato so ravno pomembni predmeti, ki in seveda učitelji, ki znajo tisto snov povezati z nekimi zanimivimi problemi, ki jih poznamo in nas potem od znanega peljejo v neznano. In to na en zanimiv način tudi predstavi. Predvsem povezujejo teorijo in prakso. Bili smo s študenti
nekajkrat že zdaj v Luvardno v okviru mreže Neptun, glasov z Urošem, nekrat skupaj tam Dobnikom, tam zadaj sedi in ugotavljala, kaj v praksi pomeni takšno projektno, problemsko usmerjeno poučevanje. Namreč gre za učinek, ki ga dosežemo s tem, ko več ljudi v skupini sodeluje in pridemo do nekih sinergijskih učinkov. Zelo preprosto pravzaprav. Ti študenti se med seboj tudi motivirajo in stimulirajo in en drugemu pomagajo in en drugemu razjasnijo stvari. Ko pa rabijo pomoč profesorja, pa preprosto pokličejo tistega, ki ga rabijo, da jim razloži nekaj. Približno po tem principu gre. Začne se pa s problemom, ki je postavljen pred skupino študentov in da ti morajo rešiti, kakor vejo in znajo. Seveda imajo na razpolago asistente, profesore, laboratorije, knjige in vse mogoče. V vsakem primeru je tak način tisti vključujoči način, ki privede do pravega znanja. Pa ni to pravzaprav nekaj, kar bi bilo tako zelo značilno samo za današnjo generacijo mladih. Morda je malce bolj, ker je pač teh atraktorjev okoli v prostoru in zanimivih informacij ali manj zanimivih ogromno, bistveno več, kot jih je bilo včasih. Ampak že Konfucij je rekel, povej mi, pa bom pozabil, pokaži mi, pa si bom morda zapomnil, vključi me in bom razumel. In to je tisto, za kar gre, razumeti, spoznati, razumeti. Hkrati se seveda takšna univerza mora zavedati svojega poslanstva, torej se odzivati na izzive časa, se zavedati svoje odgovornosti, skratka biti družbeno odgovorno. In ustvariti neko okolje, ki bo spodbujalo razvoj idej. Zdaj, če pogledamo malo to družbeno odgovorno univerzo, kaj to je, torej izhaja pravzaprav iz tega, da se zavedamo posledic svojih dejanj. Zdaj, kot posamezniki se sicer zavedamo zakona akcije in reakcije, če brcnem nekoga, me bo verjetno nazaj, ampak ko postane ta znamka malo večja, pa kar malce pozabimo. Torej, počnemo čudne stvari, ki nam potem zelo škodijo, ali kot posamezniku, ali kot skupnosti, pa vendarle to počnemo še naprej. To je približno tako, kot da se ne bi zavedali, da če bom jaz Jožeta brcnil, bo mene nazaj. In bi to preprosto ne videl te zveze. In bi ga še kar naprej brcnil, da seveda mene nazaj. Gre skratka za to, da prepoznamo te posledice, pa ne zgolj kot posamezniki, ampak kot skupnost, univerza kot skupnost. In seveda, takšna univerza je družbeno odgovorna, mora biti sposobna kritične presoje, skupinsko ustvarjanje pa aktivira neko tako imenovano modrost skupnosti. V praksi se izkaže, da pravzaprav skupina lahko pride do boljših, torej do premore več modrosti kot zgolj vsota modrosti posameznikov. Tega sicer ne morem dokazati, ne vem, kakršnokoli izpeljavo, lahko samo povem, da moja lastna izkušnja lahko to samo potrdi in da si nisem tega sam izmislil. Torej, univerza izven škatle je pot tudi do cilja družbeno odgovorne univerze. Potem pa je tu še tisto okolje, ki naj spodbuja inovativne ideje, ki so sicer potenciali na vsake univerzi ali vsakem okolju, so neka speča semena, kjer bo kakšno morda kdaj vzkamilo, ampak v puščavi se bo tudi posušilo in konec. Zato je potrebno ustvariti tak vrtiček, tak
tako okolje, kjer bodo semena idej dobro kalila. In na naši univerzi smo pogruntali ta koncept, ki mu rečemo razum, to okolje, ki sicer trenutno ostaja ne več zgolj kot koncept, je že malo več. Pravzaprav je tudi ta povezava, univerza, Evropska prestolnica kulture, ena posledica te ideje razuma ali pa sodi v koncept razuma. Ker v osnovi gre za prenos idej v okolje, torej iz univerze v njeno okolje. Pa naj si bo to gospodarstvo, mesto, kultura, karkoli že. In ni pa to seveda vse. Imamo tudi bolj, bi rekel, materialne načrte kot zgolj tako idejo. Čeprav je tudi ideja že nekako pomagala pri recimo odpiranju vrat laboratorijev skupinam ali pa študentom, posameznikom, vse eni tu med nami, zdaj ne vem, koliko ta hip to še. Jaz imam svoje probleme, ne. Več to, čeprav ne bom rekel, sem neki briljantni, ampak sem še reče nadpovprečno sposoben, imam dobro podlago iz srednje šole, jaz moram delati 11 ur vsak dan, zato da izpolnim svoje redne šolske obveznosti. In to so samo najbolj osnovno, kot so domače naloge in podobno. Če k temu prištejemo še vse, kar naj bi se učili, ker me v šoli niso naučili tega, ker ni bilo časa, pa jim bo koristno, pa če k temu prištejemo še rad za EPK napisal, ker pač dobro plačajo, ne, vse tako naprej, ugotovimo na koncu, da mora imeti dan 35 ur, ne. Tako da, jaz sem tudi opozoril gospoda Korošaka, da bo razum imel velik problem s pomankanjem ljudi, preprosto zato, saj če so razmere drugje, tako ne vem, kako je na filozofski fakulteti, mogoče je boljši, ne. Ampak, da je preprosto problem v tem, da redno šolsko delo, z vsem, kar zahteva, seveda, če ne goljufaš, ker se vedno to ne, en človek nalogo reče, da na Facebook, ne naslednji, da imajo vsi prav rečeno, ne. Pa imajo 20 minut dela mesto 5 ur, ne. In da lahko nastane problem preprosto, da zmanjka ljudi, ki bi imeli fizično čas sodelovati, ker se moraš odločiti, ali boš delal tukaj za sebe, ali boš naredil to, kar drugi od tebe hoče. No, to je seveda bi rekel, zanimiv fenomen, kajti večina profesorjev, ko je sestavljala študijske programe za predmete, je razmišljala, dajmo tu reši 5 knjig, ker prebrali bo itak samo eno, pa dajmo reši tu malo več, ker bo itak samo toliko prišlo iz tega, vi ste pa stvar vzeli 100% za res. Kar jaz mislim, da bi bilo prav. Jaz odkrito priznam, da se ne učim iz učbenikov, to, kar doma delam, ni študij. To ne gre za učenje, gre za reševanje kvizov, pisanje seminarskih nalog, spravi to, kar se zahteva in potem upošteva pri oceni. To ni nekaj, kar bi jaz lahko rekel, ajde, bom pač te naredil, bom pač zadovoljen z 8 mesecev, 10 pa se ne bom učil. Gre preprosto to, kar ti moraš narediti, zato da se ti oni 20% prizna poleg. Ja, očitno bo treba snovalcem tega programa pač pojasno pokazati, da so malo prenapihnili svoj program. Ena rešitev je seveda eno realno merjenje teh obremenitev. Ta anketa, ECTS anketa, ki pravimo, se pripravlja. Ne vem, zakaj ni bila že v preteklosti izpeljana, ampak v tem letu zagotovo bo. In bo pokazala, koliko je pravzaprav realna obremenitev. Jaz sem začel načrtno voditi dnevnik del. Zelo dobro. In dobro, se res, da obsega samo 2 tedna tega enega tik pred izpitnim obdobjem, ko sem zadušal, ko sem imel vse narejeno, pa je trenutno obremenitev na približno 120%. Jaz sem preprosto vzel tisto sindikalno formulo, 8 ur dela, 8 ur rekreacije, 8 ur spanja. Pravi, rečemo, jaz sem teden ima 5 delovnih dni, 8 ur dela vsakega, pa obremenitev je potem, ne vem, ali 116 ali 120%, se pravi, od tistih možnih 40 ur, jaz v teh porabil 120%. Ja, in tudi tu je potrebno odpreti vrata v tem smislu na način,
kako spoznaš neko dejstvo ali nekaj, kar program študijski predvideva, da naj bi študenti spoznali in razumeli, mora imeti tudi te alternative na način, torej takšnega, da se ena skupina študentov odloči pa reče, mi bomo pa to na en drug način pogruntali, na ta način, da bomo nekaj izumili, kar vključuje ta različna znanja. Ali z drugimi besedami, takšno raziskovanje bi moralo postati del recimo študijsko priznane obveze. Koristna stvar pa bi bila vsaj po mojem mnenju angažiranje recimo diplomantov, ki že imajo kako leto 2 delovnih izkušenj, da povejo, katere vsebine so recimo tiste bolj koristne. Ker vse vemo, v šolstvu se običajno predeluje stvari tako, da se samo nove dodajo poleg. Ja, sistemno. To so v sistemu kot je univerza, ki je vse naša precej tok sistem, žal je to treba priznati. Torej, najprej ga je treba malo zdinamizirati, malo fleksibilizirati, potem pa prevetriti, potem pa vzpostaviti seveda takšne bolj odprte mehanizme, ki dejansko vodijo k nekemu želenemu znanju, ne pa k temu, da sediš za knjigo toliko ur. To ni bistveno. Bistveno je, da tiste glavne, tiste osnovne, ključne principe spoznaš in se naučiš neko znanje uporabljati. Najbolje se ga naučiš uporabljati skozi določene projekte. Ti projekti morajo biti pa tako dobro zastavljeni, tako dobro morajo pokrivati tisto predvideno, doseženo znanje, da študenti skozi te projekte res na najboljši možni način, tudi najbolj prijetni možni način, spoznajo, kaj pač program predvideva. Ja, prosim. En primer je na našem kursu, kar je medijske komunikacije, imamo dosti takih praktičnih vaj, ker se učimo programov sicer v osnovi zadev iz razloga za to, da mi spoznavamo skoro te medijske programe. Moj primer je video pripravljanje, kjer pač ne vaja, imamo nekaj vaje, pa se mi je zelo pomembno, če bi prišli s kako svojo, dobimo od koga kak projekt, čisto to za realno podjetje, zravno še višji izkušnje, kako izgleda delo pri naročniku, kakve dele. Samo pa je vprašanje, kako bo to asistent znal oceniti, kaj je to vaja, je to redno delo, to tisto delo razdelil na 3 mesece, ni pomembno, tudi zadnji na koncu projekta, pomembno je, da se proti dela čisto vaja. Jaz tukaj lahko skočim. Tak projekt se je izvajal. Študenti medijske komunikacije so 3D delali načrt Maribora za EPK. Ja, očitno se to samo eno problem. Ja, EPK ni vsak let, to je problem. No, primer takšnega, bi rekel, ciljno usmerjenega projekta so pa ti, ki se delajo v okviru tega projektne mreže Neptun, kjer so študenti iz področja gradbeništva, grajenega okolja, arhitekture, ekologije in potem pridejo v neko mesto, kjer pripravijo določen problem in potem skupine študentov rešujejo 14 dni oziroma zdaj se to malo skrajšajo. Ker to se odnese, koliko študentov tam odnese, to je noro. Mislim se pozoriti na ta problem, ker pri tej vaji, jaz na koncu sem pač želel zaključiti projekt, sem prišel do medijske komunikacije, sem pač mislil, da je tisto glavno. In sem dobil pač slabo oceno, ker nisem stvari delal sproti. Imam še en primer, ki se je zgodil s kolegom, ki v bistvu prišel v prvem letniku že delal, je delal spletne trgovine, se pravi program za spletne trgovine, pa smo imeli lahko malo oblikovanje in dobil več neko ceno, zato ker je nekaj naredil. Ja. Naslednjem leta bi prišel do profesorja pa je rekel, da jaz to delam, ne bom hodil na vaje, zato ker ne bom nič v tega nisem. Ja, vprašati se je potem treba, komu je določen program, po kakšni meri je narejen. Je narejen za kreativnega študenta, je narejen za pridnega študenta, je narejen za radovednega študenta, za takega z dobrim predznanjem, za takega z nobenim predznanjem in seveda, potem noben študijski program pa običajno ni takšen, da bi ustrezal vsem. Ja, kot profesor, ki so katerega strojništva se malo na to vrignila. To je to, no, vse ste zdaj že vi malo odgovorili.
v bistvu je zelo težko, zelo tako individualno prepoznavati v dodiplomskem študijskem programu. Se mi zdi, da tukaj še gre vse nekaj klasično. To so zdaj že ideje izven škatle, ne? Zdaj že o tem govorimo, tudi glede študijskega programa. Ne? Je pa to vse bistveno lažje izvedljivo v višjih letnikih. Pri nas imamo izkušnjo, jaz sem na okoljevarstvu precej angažirana in recimo tam študente vključujemo v realne projekte, tiste, ki jih delamo za gospodarstvo recimo. Ampak tukaj spet pademo na en drug problem, zato ker če delaš ti realni projekt za gospodarstvo, ga moraš izvesti v določenem roku. In smo vezani na določen rok, tega ne moreš izvajati, tako kot študenti včasih zelo poljubno prihajajo potem to izvajati v laboratoriju, ker imajo druge obveznosti. Tako da je to zelo težko uskladiti. Damo pa na razpolago študentom, da se vključujejo v to delo. Najraje pa vidimo, da potem takšne realne naloge ali pa naloge za gospodarstvo izvajajo v okviru diplomskih nalog, pa potem recimo v poddiplomskem študiju v okviru magistrskih nalog. Tam se nam pa zdi zelo realno, zato ker ste pa pol leta vključeni v neko nalog ali pa 3 mesece vključeni v nek problem. Ne? Tisto je pa zelo realno. Tak v prvem letniku, v drugem letniku pa je zelo problematično in moram reči iz svojih izkušenj, zelo redki so študenti, ki imajo recimo neke take realne naloge, verjetno to je ena izjema in mogoče bi mi kot profesorji morali pa to tudi prepoznavati, pa te malo drugače obravnavati. Se pravi, spet iti malo izven škatle, pa mogoče to prepoznati, pa mogoče drugače pristopati, ne? Pa jih mogoče na drugačen način motivirati in spodbujati. Ne? Ja, mogoče se šel hitro na jezni smisel za cel razred, ne? Samo da bi bile možnosti pa za tiste, ko se ne odločili, da bi bilo pač za nekateri, ki se odločijo, da bi radi, ne? In to pa je že mogoče se stopnica samo, da možno, ki v bistvu se samo odloči za to, pa potem nekako odgovornost prevzameš, da probaš v tej smeri, ne? Pač ostali pa delajo tiste vaje, ki imajo, da se samo dočarno. Ker vaje so obvezne, ne? Pri nas morate 100% biti na vaje. To je pač ena izmed obveznosti, ki jih pač je in je tisti program, ne? Zdaj jaz ne morem tega primerjati, naše vaje se izvajajo v laboratorijih, kjer se morajo zadeve pripraviti, morajo biti ljudje na razpolago, tako si ne moreš zdaj izmišljati, bi delal, ne bi delal, ne? Verjetno na medijskih komunikacijah. So taki predmeti in treba se pač prilagajati. Fleksibilno malo pristopiti, ne? Sem pa zelo vesela, da imamo take študente. Da, jaz tudi. In se vesel reči, bi bilo seveda še več. Ampak sem jaz nekaj verjamem, da jih tudi bo. Pripomniti mogoče. Jaz sem zdaj z tiste fakultete, ki je mogoče omenjena, mogoče malo drugem spektru filozofske, ne? Pa bom izrabil mojo kolegico, ki tu sedi. Ona je asistentka, ki ima približno 600 obveznosti. In znotraj tega ima predmete, kjer ima 90 študentov. To je en izmed predmetov. Jaz popolnoma razumem, da bi bilo treba, in to se trudimo, da v bistvu študente spodbujamo, da bi jih povezali z nekimi realnimi case primeri. Ampak v taki strukturi, to je tisto, kar mene zanima v škatli. Se pravi, kako priti do tega, da bomo sploh lahko šli izven škatli. Obstaja rešitev. Ravno danes sem se z vašim dekanom o tem pogovarjala. Pravzaprav veliko predmetov, ki bi jih lahko povezali, ki bi jih lahko... Preveč je, kako naj rečem, raznih verzij enega osnovnega znanja. Preveč podobnosti med predmeti. Bi veljalo malce bolj, bi rekel, fokusirati in koncipirati ne tako, da pokrijemo ravno vse, ampak da študenti skozi tiste predmete spoznajo in določene koncepte, na določene znanje pridobijo. Problem smo včasih profesori, ki mislim, ja, pa to še mora vedeti, pa ono, pa tisto, pa tretje, aha, pa dajmo tu še nov predmet narediti iz tega, pa še enega iz tistega. In jasno, pa imamo pa preveč dela. Torej, ne, zgodi se, da imamo bolj prevelike skupine. Ker se zdaj zgodi, da imamo potem ogromno študentov. Ok, to je v tem primeru asistentov, pa seveda drži, da potrebujemo tudi se predavanje. Če prideš iz 60 na 100 študentov,
To pomeni, da nimamo niti predavalnic, ki bi spravljeno. To je dober problem. Pri nas smo njih obratili, da študentov ni na fakulteto. To je bolj pogosto po moje. Eno, pri nas je bila ravno danes zabavna situacija, ko smo prišli pisati izpit, vrednik je pisanih 110 ljudi, učilnica drži 80 ljudi, ki je bila rezervirana, pri čem moramo poštevati, vsak drugi stol mora biti prazen, se pravi, se izkrčen 40, pa informativni dan je bil. Ja, to ni pa modro, če se To v škatlo ne gre, to je. To je fizično, ne gre več škatlo. Seveda ne. Pa tudi izven škatle ne more dobro funkcionirati v takem primeru. Ampak, rešitev so pa zdaj tu tudi prostori. In prostore imamo, načrtujemo in laboratorijski kompleks, ki bo v veliki meri prenesel določeno laboratorijsko dejavnost iz tega kompleksa tehniških fakultet v ta laboratorijski, skupno laboratorijski kompleks. Ni smiselno, da ima vsaka fakulteta recimo svoj laboratorij za karkoli že, ampak je smiselno, da so skupaj, da se čim bolje uporabi. Če sta pa res potrebna dva, pa dva, ampak če sta pol dva res 14 obremenjena. No, tu smo detajli. Torej, tu načrtujemo eno tako imenovano znanosti, na katero se potem veže ali pa jo seka os umetnosti z Akademijo za umetnosti, kjer že pravzaprav imamo zagotovljene prostore na podsrešju Ljudkovnega gledališča, fantastično prostor. Tu zdaj potrebne še malo spretnosti, da pridemo do Akademije, torej do prostorov umetnostne galerije, pa da nekako uspemo dobiti tudi te objekte dol do Koroške, pa ne samo pridobiti, jih tudi ustrezno prenoviti. Os gre potem preko knjižnice in rektorata do SNG-a, kjer se tudi podobno kot tudi na podstrešju Ljudkovnega odvija program prizoritvenih umetnosti. In vidite, se tu dogaja ali pa se načrtuje en tak koncentrat razuma, tako v pomenu besede razum, kot v pomenu takšnega polja raziskovanja in umetniškega ustvarjanja. In za konec vprašanje, ali nam bo to uspelo. In tukaj sem si sposodil slajd kolega Dejana Korošaka, ki je zopet si sposodil tekst Samuela Becketa. Pa kaj? Če nam bo spodletelo, bomo pač poskusili znova. In naslednjič nam bo spodletelo bolje. Torej, ni cilj in ni smisel v tem, da rešimo problem, smisel v tem, da rešujemo. Ali zopet star kitajski pregovor, pot je cilj. Hvala lepa.